Dobrodošli pri nas v Novi Sloveniji na naš 24. rojstni dan, ki smo ga sicer praznovali včeraj. Mogoče se boste vprašali, zakaj toliko poudarjamo naš rojstni dan. Glejte, sredi poletja smo, ljudje so na dopusti, ampak mi smo vseeno veseli in ponosni, da lahko praznujemo rojstni dan naše stranke, ki se razvija v mladenko, ki lepo raste, ki ima rezultate. Kot veste, ko smo izpadli iz parlamenta, bili deležni veliko kritik, mi smo tukaj z 8 poslanci, imamo 2 svetnika državna, imamo evropskega poslanca, raste število svetnikov po občinah in županov, torej mi imamo razlog, da smo veseli in ponosni in da se ob našem rojstnem dnevu veselimo tudi z slovensko javnostjo. Mislim, da je krščanska demokracija skozi vsa ta leta dokazala, da je dejansko resna stranka in da je nujno potrebna tako za Slovenijo kot tudi za Evropo. Tako smo tudi na zadnjih evropskih volitvah dosegli željen rezultat, dobili smo evropskega poslanca, ki bo naše barve zastopal tudi v Evropi, posebno na tistih področjih, za katere smo tudi v našem predvolilnem programu poudarjali, to je pameten zelen prehod, se boste spomnili našega predsednika, in v luči vsega tega tudi pričakujemo, da bo letos oktobra tudi ponovno kandidiral za predsednika naše stranke. In če malo od slavja preidemo na politično realnost, se seveda moramo dotakniti dela vlade Roberta Goloba. Pravzaprav ni nikogar razočaral, vsaj tistih ne, ki že vemo, kako je z novimi političnimi izvoljenci ljudstva. Pokazal se je, da je neizkušen, da ne pozna dela občinske oziroma državne uprave, da pravzaprav ne pozna niti prav ustroja te države, da mu je edino sveto to, kar on misli, da je prav. Torej, veliko obljublja, malo naredi. Jaz mislim, da je nas v Novi Sloveniji še posebej razočaral, ker je le prišel iz gospodarstva, vi pa veste, da mi damo veliko na gospodarstvo, in se je pokazal pravzaprav res kot nekdo, ki gospodarstva ne razume, ne samo, da ga ne razume, tudi mu ne gre naproti, ker če boste vprašali gospodarstvenike, so vsi nezadovoljni z njegovim delom. Tako da dejansko po teh 2 letih nima kaj pokazati, razen prelomljenih obljub. In če gremo na tisto, kar je zelo aktualno in kar je lansko leto, bomo rekli 4. avgusta, presenetilo, razžalostilo celo Slovenijo, razen očitno njega, ker on je takoj stopil po poplavah pred kamere in začel obljubljati. Ne leta, v mesecih bomo popravili oziroma sanirali poplave. Mislim, da je govoril celo o nekih 100 hišah, ki jih so zmožni postaviti v enem mesecu. Manj kot 1 leto bomo sanirali te poplave in nazadnje se je pokazalo, da ni niti znal izračunati, kolikšna bo dejansko škoda, ki je bila res zelo velika. Še bolj velika pa je škoda, da je ljudem, ki so bili res prizadeti, dajal veliko upanje in iz tega upanja je dejansko realizirano malo. To ne rečemo mi kot politiki, to rečejo ljudje na terenu in tudi vi mediji ste o tem obilo poročali. Spomnili se boste, kako so naštevali najprej, koliko bo treba zrušiti domov, potem so ugotovili po 1 letu, da jih bo treba zrušiti 85 manj, se pravi, vidi se, da je govoril na pamet. Toda glejte, ne glede na to, kaj govorijo številke, treba se je zavedati, da so ljudje ostali brez domov, brez svojih spominov, brez dela svojega življenja. In oni, torej ta vlada v 1 letu ni zgradila niti enega novega doma.
ni administrativnih ovir umaknila, pa kar je obljubljala. Vse, kar so zmogli narediti glede novih domov, je bilo to, da se je šel brez slamu slikati k novi hiši, ki so jo naredili ljudje, podjetniki in občina. Torej, ljudje so lahko upravičeno razočarani. Drugo, kar je treba omeniti in kar mi stalno omenjamo, je reforme, ki jih ni, posebno zdravstvena reforma. Moram se dotakniti spet novega pravilnika. Sprejmeš pravilnik iz 14 dni za hitro na 30 dni čakanja, zmanjšajo se čakalne vrste, težave ljudi se pa ne zmanjšajo. In igrati se z zdravjem je res neodgovorno. Jaz mislim, da se ne zavedajo, kaj delajo. Pri tem pa si upam trditi, da Robert Golob več kot 5 minut najbrž nikoli ni čakal pred ambulanto nobenega zdravnika. Ljudje pa čakajo ure in ure na urgencah, dneve, tedne, mesece in leta, da pridejo do storitve. In jaz pravim, da je to dejansko ta zdravstvena nereforma pravzaprav njegov največji greh, ker se pozna na zdravju naroda. In še več, ker se s tem razvija privatno zdravstvo. Tisto, ki ga mi nočemo, tisto, za katerega mi opozarjamo, da ne privatno, mi rabimo močno javno zdravstvo. Oni govorijo, da so proti temu, delajo ravno to. In če rabite zdravnika, če rabite specialistični pregled ali kakšno sliko, kaj naredite? Tako mi rečejo ljudje. Grejo in plačajo. In to je nedopustno. Da ne govorimo o tem, da višji davki, delo se ne splača, vemo pa, da živimo od gospodarstva. In tisto, kar v Novi Sloveniji dejansko res poleg zdravstva ne razumemo, je to, da se ljudje v tej državi ne počutijo več varne. In vsako leto je slabše. In naj vas spomnim, prihajam iz Dolenjske, iz Novega mesta. Tam ljudje ne zdržijo več in se sprašujejo, dokdaj bojo ujetniki ene etnične skupine, vlada pa ne bo naredila nič. Spomnimo, nasilje med mladostniki in v šolah raste in nasilje na Dolenjskem s strani romske skupnosti raste. In kaj je tisto, kar je najbolj zaskrbljujoče? Da so župani in smo ljudje, ki živimo tam in vemo, kako je, prišli že oktobra lani z predlogi, ki bi delovali, ali vsaj upamo, da bi delovali. Torej, brez sprememb ni sprememb. Ta vlada ni prišla pred nas še z nobeno spremembo. In vlada je rekla ne, treba se je z Romi pogovarjati. Mi bomo, torej vlada, prinesla spremembe do konca lanskega leta. Danes smo v začetku avgusta. Nobenih predlogov. Romi pa se zavedajo enega, da jim nišče nič ne more. In to jim ta vlada sporoča s tem, ko ne ukrepa in s tem, ko ne sprejme predlogov, ki so jih pripravili župani in ljudje, ki živijo na tem terenu. In zato se žal romsko nasilje v občinah vse bolj pojavlja, intenzivira in ljudje so res nezadovoljni. In zato smo ponovno v Novi Sloveniji vložili 5 zakonov. To so zakoni, ki so jih pripravili tudi župani, z željo, da bi Državni zbor te zakone sprejel. Uspeli smo dobiti skupino poslancev, ki se je nam pridružila in smo vložili zahtevo za javno razpravo oziroma širšo razpravo v Državnem zboru, tako da bo vsak poslanec lahko povedal, kaj si o tem misli, predvsem bo pa lahko glasoval
za ali proti. In s tem dejansko ljudem pokazal, na čigavi strani je, na strani vlade, ki si ne upa in noče, ali na strani ljudi, ki pričakujejo dejansko rešitve. Torej, v Novi Sloveniji sporočamo tej vladi, da od nje zahtevamo, da so pred zakonom vsi ljudje enaki. Naj bo končno učinkovita in naj 1, 2, 3 obljube končno izpolni. Naj začne delati, ne samo govoriti. Delati pa pomeni, da naj tudi ljudem sporoči, da je delo vrednota, ne socialna pomoč. Delo je vrednota, socialno pomoč naj dobijo tisti, ki jo dejansko potrebujejo. Torej, v Novi Sloveniji vemo, kaj hočemo, stopamo po svoji samostojni politični poti, pripravljeni smo delati za Slovenijo in zdaj, ko imamo predsednika v Evropskem parlamentu, tudi v Evropskem parlamentu zastaviti glas razuma. Prepričana sem, da bo naš predsednik tam glasen in jasen, tako kot je znal biti tudi tukaj, in da bo pripomogel k pravilnemu razvoju Evrope, kot si jo želimo. Navsezadnje, če nam je prav ali ne, tako Evropa kot Slovenija temelji na žlahtnih krščanskih vrednotah in te bomo tudi v bodoče zagovarjali v Novi Sloveniji. Hvala lepa.